Spoštovani, tudi v Slovenski demokratski stranki smo čedalje bolj zaskrbljeni nad učinkovitostjo črpanj evropskih sredstev na vseh področjih. Ta primer tega razpisa za razvoj regij je pravzaprav ne bo vpijoč, eklatanten primer neučinkovitosti in tudi zapletanja z razmeroma enostavnimi razpisi. Poglejte, dostikrat smo slišali pohvalne, samohvalne besede sedanje garniture, češ, da smo sedaj končno uspeli priti v neko neto pozicijo, to se pravi, da smo neto prejemniki evropskih sredstev. Vse skupaj pa je seveda povezano s to finančno perspektivo. Namreč v tej finančni perspektivi, ko smo v letu 2006 uspešno izpogajali to finančno perspektivo, smo izpogajali za 2 milijardi več, torej pridobljenih sredstev, kot pa jih mora Slovenija vplačati v evropski proračun. Torej približno od 5 milijard evrov pridobljenih sredstev jih moramo vplačati zgolj 3, kar pomeni, da je normalno, da smo v neto super poziciji, če bi vsaj približno sledili izvajanju tudi zavez, ki smo si jih dali. Namreč predhodna finančna perspektiva 2004-2006 je bila približno izravnana. Nova je pa drastično povečala upravičenost Slovenije do razvojnih sredstev in zaradi tega bi veljalo tudi pridobiti podatke, in to bo tudi ena izmed seveda ciljev na tej izredni seji, pridobiti podatke, kako se spremlja oziroma kako se izvaja dinamika, ki je bila ob najavi operativnih programov najavljena v Evropski uniji, torej kako je bila takrat na začetku najavljena dinamika črpanj in ali se ta dinamika črpanj, kot je bila najavljena, tudi sedaj izvaja. Jaz sem prepričan, da ne, da je izvajanje bistveno upočasnjeno in da smo bili priča nekaterim pozitivnim številkam na začetku, predvsem zaradi projektov, ki so bili že začeti v preteklem mandatu in na račun kmetijske politike, kjer pravzaprav ni nobena velika modrost, kako se to črpa, ker ni povezano z, večina sredstev ni povezana z projekti. Torej, namesto, da bi sedanja vlada uporabljala evropska sredstva, tako veliko pogačo evropskih sredstev kot pomemben inštrument, motor za izhod iz gospodarske krize, torej za spodbujanje in pospeševanje gospodarske aktivnosti, kajti to je denar, ki je naš, ki ga je le potrebno počrpati, se seveda zapletamo z novimi razpisi. Poglejte, nekateri ukrepi so že izčrpani, naprimer investicije v turizem, podpora za investicijske projekte malih in srednje velikih podjetij. In namesto, da bi vlada predlagala tudi spremembo in prerazporeditev sredstev v Evropski komisiji, kajti to je potrebno prijaviti, češ da se iz nekaterih podprogramov, kjer je absorpcija nižja, preusmerijo denar v tiste podprograme, kjer je absorpcija višja, smo pravzaprav v neki pad poziciji. In ni pričakovati torej novih razpisov ne za mala in srednje velika podjetja, ne za turistično infrastrukturo, medtem ko so pa nek denar stoji, recimo konkretno razpisi za gospodarska logistična središča. Tu je pravzaprav denarja dovolj, verjetno ne bo nikoli počrpan in če ne bo prišlo do prerazporeditve, bo ta denar propadel. In da se vrnem točno k tem razpisu za razvoj regij, poglejte, namesto da bi olajšali občinam dostop do teh sredstev oziroma bi razpis, kar se da debirokratizirali, zmanjšana administrativna bremena, je napovedano, da bo ta razpis, ki bo objavljen, upamo, da bo konec januarja, postavil en nov pogoj pred občine, en nov pogoj, ki ga doslej ni bilo. In to, da se bojo lahko prijavljale zgolj za projekti, ki imajo že pridobljeno gradbeno dovoljenje. To je nezaslišano. Namreč s tem bodo drastično zmanjšali obseg projektov, s katerimi se bodo občine lahko prijavljale na ta razpis. Posledično bo verjetno zaradi tega ostalo kar precej denarja nerazporejenega. Ali pač so določeni župani, seveda koalicijskih občin, zvedeli za to in so šli v pridobivanje teh gradbenih dovoljenj in s tem imajo neko prednost. Pa še nekaj, s tem so se tudi podražili projekti za same občine, namreč doslej so bili tudi stroški povezani s pridobivanjem gradbenih dovoljenj kot upravičeni stroški, poslej pa seveda bodo to izključno stroški prijavitelja,
ki bo seveda šele štartov. In to se dela sedaj, ko bi lahko uporabili ta evropska sredstva za zagon gospodarstva, za pomembne infrastrukturne projekte in za zmanjševanje razvojnih razlik v Sloveniji. Sedaj se komplicira in dodatno birokratsko omejuje. Jaz upam, da je še čas, da prepričamo tudi na podlagi te izredne seje pripravljavce tega razpisa, da ne grejo z dodatno birokratizacijo teh postopkov, z dodatnimi omejitvami, ki preprečujejo razpisne možnosti občin. Občine so bile do zdaj navajene na določene pogoje, če je s temi pogoji kaj narobe, jih je potrebno dodelati, da se jih pa dodatno zapleta, je pa po moji oceni nesprejemljivo. Torej, navedel sem kar nekaj in tudi kolega iz Slovenske ljudske stranke kar nekaj razlogov, zakaj bo ta diskusija lahko zelo zanimiva. Ima pa en sam namen in en sam cilj, ki je verjetno cilj vseh v Sloveniji. To je, da se pospeši črpanje evropskih sredstev, da se da en močen političen signal parlamenta vladi kot izvršni veji oblasti, da končno resno zagrabi ta problem, kajti čez leta ali pa čez leto dni oziroma 2 bo prepozno. Takrat se ne bo več dalo spreminjati, ker finančna perspektiva bo proti koncu, se ne bo več dalo nič spreminjati zaradi načela N+3 in posledica bo do izgubljena težko izpogajana sredstva. Torej, zdaj je še čas in ta signal, jaz upam, da ga bo tudi koalicija dobrohotno vzela.